pozdravljeni. Verjetno se vsi strinjamo, da bi bilo življenje brez denarja veliko bolj preprosto. In mnogi so pravzaprav že dokazali, da ne samo, da bi bilo veliko bolj preprosto, da je tudi življenje brez denarja možno. Pa ne govorimo o tem, da lahko preživijo revni ljudje, govorim o tem, da enostavno izločimo denar iz igre. O tem je govoril tudi Jacques Fresco, recimo, ki je bil v Sloveniji kar nekaj let nazaj in moram reči, da je izjemna ideja. Ampak še vedno, denar trenutno je v obtoku, zdaj kolikor ga pač je, in uporabljamo ga, sprejemamo ga lahko. Poznam pa veliko ljudi, ki živi v prepričanju, da vsi, ki imajo denar, da so to slabi ljudje. Da če imaš pa denar, pa da to pa že pomeni, da si ti nekoga ogoljufal, da si ga dobil na nepošten način in še tako. Potem pa še prepričanje, recimo, da če se pa ukvarjaš z duhovnostjo ali pa z osebnostno rastjo in vse te zadeve, da pol pa itak sploh ne smeš imeti denarja. Ja, jaz gledam na denar kot na potencial, na neko energijo. Z njim lahko narediš veliko dobrega, lahko narediš pa tudi veliko slabega. Odvisno je seveda od imetnika, od osebe, posamezne. In absolutno lahko pomagam večjim ljudem, če imam denar, lahko omogočiš človeku kakšno izobraževanje, kakšno knjigo mu kupiš in vse tako naprej. No, v času naše oddaje, na podlagi lastnih izkušenj, na podlagi modrosti, ki so bile posredovane od več kot 2000 posameznikov, ki sem jih že gostila in intervjuvala, izbrala sem najboljše tehnike privabljanja obilja v naša življenja, energijske tehnike in preizkusila ter izbrala tiste najboljše. Zato vas vabimo na klepetovo srečanje na temo, kako privabiti obilje v svoje življenje. Torej, podala vam bom točno določene, izbrane energijske tehnike za privabljanje finančnega in ne samo finančnega obilja, ampak vsega ostalega. Kajti na koncu ugotovimo, da finančno obilje je povezano tudi z vsemi ostalimi obilji kot takimi. Število mest je omejeno, to vam povem že kar takoj in prijaviti se morate, torej definitivno se morate prijaviti ali preko spleta, torej info@klepet.kavi.si ali pa preko telefonske številke 02 6200 230. Sicer pa, ko že govorimo ravno o denarju in ko že govorimo o tem, da pravzaprav marsikdo živi v prepričanju, globokem prepričanju, da zdravniki prav zares zdaj že v teh cajtih uničujejo zdravje na nek način, poraja se vse več metod in tehnik, ki jim rečemo ali alternativne, ali komplementarne, ali integrativne, torej odvisno od tega, kako jih uporabljamo. In ne boste verjeli, tudi na področju denarja so se začele pojavljati alternativne valute. In o tem bomo govorili danes. V svojo družbo sem tako povabila kar strokovnjakinjo na tem področju. Velik del svojega življenja je namreč namenila prav raziskovanju le-tega. Gospa Marjana Kos je v naši družbi. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Za sam začetek, vi ste se izobraževali tudi v tujini, kaj ne da? Kakšen naziv ste tam pridobili? Magistra celostnih znanosti. Aha. S tem, da program je bil pač splošen, jaz sem pa svoj študij osredotočila na denar, na denarni sistem in tudi na alternative, ki se že pojavljajo. Ki se že pojavljajo in tudi uporabljajo. Torej, v Sloveniji, če pogledamo v Sloveniji kot taki državi, torej, evro ni edina valuta, s katero trgujemo, ali kako naj rečem, izmenjujemo dobrine in storitve. Ja, zdaj, če malo pogledamo, kaj denar sploh je, se dejansko uporablja v večjih funkcijah. Ena od teh je plačilno sredstvo oziroma sredstvo menjave. Ena od teh je merilo vrednosti, da mi sploh lahko ocenimo, recimo, koliko je ena stvar vredna v primerjavi z drugo, da lažje menjujemo, recimo. Tretja glavna funkcija, ki se pač v učbenikih recimo naštevajo, je pa sredstvo varčevanja. To so pač osnovne funkcije denarja, recimo, Tako da zdaj, če razmišljamo o alternativah, o drugačnih oblikah denarja, se potem pač vprašamo, katero funkcijo bi naj ta denar zadovoljeval. Ker kar precej je denarja, valut, tudi raznih drugih oblik
za katere mogoče niti ne pomislimo, da bi jim lahko rekli denar, ki pač recimo, s katerimi lahko plačujemo, ki so na nek način plačilno sredstvo. Zdaj, če sam pomislite, recimo, prva taka zadeva so bile letalske milje, ki si pač s poleti zbiral milje in potem si za te milje dejansko lahko nekaj kupil. So ti ponudili nekaj v zameno. Kaj pa te točke v trgovinah, ki zbiraš? Se to tudi, ne? Ja, to je ista stvar. Ne? Pač kot milje, to so zdaj točke, točke zvestobe. Zdaj pri teh točkah bi pač izpostavila dejstvo, da gre točke zvestobe, gre za pač pospeševanje prodaje. Zvestobo recimo eni firmi, eni blagovni znamki, eni trgovski verigi. Ne? Pač če gremo v Mercator, če gremo v Tuš, če gremo v Spar, nam vsak daje svoje točke, ki jih v drugi ne moremo uporabiti. Ne? Tako da nas pač navajajo, da se mi vračamo v to isto trgovino in spet tam trošimo, oziroma nas tudi spodbujajo, da trošimo več, ne? Ker bomo dobili več točk in zato si bomo lahko potem privoščili še nekaj drugega. Kaj otroci, ne? Tako da, ja, pri valutah je zelo odvisno, s kakim ciljem so zasnovane. Ne? Pač točke zvestobe so zasnovane z namenom, da pridite nazaj k nam in dajte trošiti čim več, torej spodbujanja potrošništva. Obstajajo pa tudi drugačne valute, ki recimo ena zelo pomembna, recimo že v zgodovini, pobuda je bila, zdaj če se malo vrnem k dejstvu, da denar, evro, ste rekli, ne, evro je pač pri nas uradno plačilno sredstvo, ponavadi ljudje nekako to sprejemamo, evro z njim plačujemo, tudi ne pomislimo, da bi karkoli drugega uporabljali, mogoče če ga nimamo, pa reče, boš vzel vrečo krompirja za ono, kar sem ti dolžen, ali karkoli, ne vem. Ampak dejansko recimo v zgodovini je nekako veljalo, da se je denar razvil zato, da nam olajša menjavo, čeprav tudi tu so vprašanja, tudi tu ni to 100% potrjeno, ne, ampak recimo, da privzamemo to teorijo. Ampak to sredstvo menjave je omejeno, sploh glede na to, na kak način je zasnovano, ne, je omejeno in nimajo vsi ljudje vedno toliko denarja, kot bi ga potrebovali recimo za izvajanje menjave. Zdaj ne bom se spuščala v funkcioniranje denarnega sistema, ker je precej zapleteno, ali pa mogoče, če se kasneje vrnemo k temu. Ampak recimo v preteklosti je bila pobuda potem za denar, ki bi obratno, kot recimo evro in ostale tako imenovane nacionalne valute, med katere vse funkcionirajo po istem sistemu, in evro, in dolar, in kamorkoli greste, ne, vse funkcionirajo po istem sistemu. Da bi obratno funkcioniral denar, ki bi hitreje krožil, ki bi bil bolj na voljo ljudem. Samo zatem, ko bi krožil hitreje, bi bilo recimo, če imamo v nekem obdobju na voljo 100 evrov in denar, ki je alternativa ali pa sporeden temu, kroži 5-krat hitreje, pomeni, da ga imamo v tem obdobju na voljo 5-krat več. Zdaj si pa predstavljate, da bi mi imeli pač na mesto budžeta Slovenije, ki je toliko pa toliko, na voljo 5-krat več denarja. Tako da to so bile že v zgodovini poskusi in tudi zelo uspešni, ampak so bili tudi zelo uspešno zatrti. Aha, se pravi, nek sistem, ki ni tako rigiden, staromoden, kot ga mi zdaj uporabljamo, so že bili, se pravi, drugi sistemi. Kam pa potem spadajo vsi ti bitcoini, pa Slovenci so tudi en odličen tak sistem naredili in tako naprej. Ne vem, ravno zadnjič sem kupovala nekaj preko spleta in sem videla, da lahko plačaš za kartico, lahko plačaš po povzetju, pa lahko plačaš za bitcoine, recimo. Kam spada to? Pod kakšen virtualen denar ali kako? Ja. Bitcoin, zdaj sicer bitcoina sama nisem podrobno naštudirala, ker me nekako ni potegnil. Vem pa, da je ideja bitcoina tudi izhajala iz tega, dajmo vzpostaviti en sistem, ki bo na drugačnih temeljih, kot so nacionalne valute. Meni se bitcoin zdi tak precej špekulativna valuta, ker pač se vrednost zelo spreminja. Lahko z enega dneva na drugega se zelo spremeni. Tako da v tem smislu mogoče kot denar se meni ne zdi toliko uporaben. Če greva nazaj v Slovenijo, v Ilirski Bistrici so bojda zelo napredni, kar se tega tiče. V Ilirski Bistrici so izdali pa svoj lokalni denar. Zdaj jaz imam tule en primerek kovanca, zelo lepe kovance so naredili.
poimenovali so jih beliči, oziroma manjša enota, tako pri evrocenti so fičniki. To je sicer izdalo numizmatično društvo, ampak prav z idejo lokalne valute, ki podpira lokalno gospodarstvo. Zdaj, zatem je spet cela ekonomska teorija in filozofija, da pač lokalni denar kroži v lokalnem okolju, podpira domače, recimo proizvajalce, prodajalce in s tem na koncu koncev podpira lokalno gospodarstvo, podpira lokalne proizvajalce, ponudnike, pa še svoje lastno zdravje, ker itak vsi vemo, da najbolj zdrave stvari so tiste, ki jih lokalno lahko dobimo. To je res. In omogoča pač zaslužek več ljudem v tej lokalni skupnosti, ker to so tudi raziskave pokazale, recimo, da če mi zapravimo denar v v neki verigi mednarodni, večina denarja pač takoj gre iz države. Lokalno prebivalstvo od tega ni kaj dosti imelo. Če pa mi zapravimo denar na tržnici, pa potem ta denar ostane doma. Branjevka odnese v pekarno in pek ga nese k mesarju, so pa v bistvu vsi od tega lahko živeli. To je ideja lokalnih valut. Bravo. Kaj je tam za en župan v Ilirski Bistrici, da je to požegnal? To pa ne vem, če so imeli za županom bravo, ne vem kje, ampak bravo. Odlična zadeva. Tukaj imam še par vprašanj, pravzaprav hipotez, ki bi jih želela preveriti. Kar se denarja tiče, tu, kolikor je denarja zunaj, ne bi bilo v trezorju zlata? Ne. Ne? Ne. Že dolgo denar sploh ni krit z zlatom. Včasih je bilo, da je pač bankovec bil krit z zlatom, kar je pomenilo, če si ti šel s tem bankovcem v banko, so ti oni morali dati ustrezno količino zlata. Ampak to je bilo že, mislim, da leta 71, oziroma ne še prej, to je bilo odrezano. Kaj pa, da niti pod točko razno ni toliko denarja bankovcev zunaj, kakor je tistega, ki ga imamo na računu, virtualnega. Kot je denarja v obtoku, mislite? Ja. Tako. Tudi to je res. Fizičnega denarja, bankovcev in kovancev je tam par odstotkov. Ne vem, 3-5 odstotkov, ne bom rekla na pamet, ker teh številk si nikoli ne zbom, ampak recimo 3 odstotke. Ves ostali denar je sam virtualno, sam obstaja kot številke na računih. Ampak jaz bi potem takem rekla, da fizičen denar je več vreden, kakor ga ima nekdo, kakor na računu. Ne, vreden je isto. Mislim, 1 evro mogoče bi rekla, zdaj bom malo teorije zarote omenila, mogoče je več vreden v smislu, da v tem primeru ti nihče ne more slediti. Dokler ti porabljaš fizičen denar, ga pustiš v trgovini, nihče ne ve, da si ti bil v tej trgovini, kje si ga porabil, kakšni so tvoji potrošniški vzorci. Jaz sem zelo optimistična oseba, ampak recimo, vse banke se zaprejo, oziroma ne, da se zaprejo, lahko samo že elektrike zmanjka, recimo. Ti ne moreš priti do tega denarja, ki ga mogoče lahko imaš milijone na računu, doma pa nimaš fizičnega denarja. Tukaj pa sva potem v drugi zgodbi, ne? Ja, res je. S tem, da če se finančni sistem sesuje, je tudi denar, te evri, ki jih imamo te bankovci, so sam kosi papirja, ne? Nič drugega. Kaj pa govorice o tem, da naj bi Nemčija že marke tiskala? No, tega pa še nisem slišala. Ja, da naj bi že marke tiskala in da tudi v Sloveniji naj bi začeli že tolarje počasi tiskati za vsak slučaj? No, jaz sem sicer mnenja, da če bi Slovenija imela tolar, pač poleg evra, da bi to za naše gospodarstvo bilo zelo blagodejno. Tako da zelo zagovarjam. Mogoče so recimo take lokalne valute, pač Ilirska Bistrica, še ena, mislim, da je v Kidričevem tudi. V Zagorju, ne, tam imajo pa menjalni krog. Tam imajo pa menjalni krog. V Kidričevem sem slišala, da so tudi svojo valuto izdali, nisem je še videla, ampak mogoče so to skoraj za Slovenijo premajhna okolja, ne? Ampak če bi Slovenija ali na področju regij, recimo, ne vem, Primorska, Koroška, ali pa na področju cele Slovenije imela svojo notranjo valuto, bi to našemu gospodarstvu zelo koristilo. Kdo more slišati to informacijo, oziroma kdo bi mogel dati ti zžegan, recimo, ok, gremo v svojo valuto, a to mi kot Slovenija lahko naredimo sami kot država, ali nam morajo kakšne višje inštance dati zžegan, recimo, ne vem, Evropska unija, ne vem.
Ja, jaz mislim, da bi bila to kar težava Slovenija za svojo valuto. Mislim, se tudi Grki so omenjali to, ne? Takrat, ko so imeli zelo velike finančne težave, pa so jih zelo hitro utišali, čeprav tudi Grčiji bi takrat zelo pomagalo. Ne? Lokalne valute pa, kot vidimo, niso problem. Ne? Organizatorji v Ilirski Bistrici so šli in do finančne uprave in na vse inštance se pozanimati, ali lahko to počnejo, ali je legalno, in so povsod dobili žegen. So jim rekli, ne, dokler to počnete na lokalni ravni, ni problema. In tudi, ne bom govorila samo o Sloveniji, mislim, v Nemčiji je ogromno lokalnih oziroma regionalnih valut in drugje. Sami ste se izobraževali na tem področju, vlagali ste v energijo, raziskovali ste denar kot tak. Ali je možnost, da bo evro padel, da dobimo res mogoče te tolarje naše nazaj? Sploh glede na to, da zdaj, ne, recimo, poglejmo še novo izvoljenega predsednika, ne, govorimo o Ameriki in tako naprej. Ali obstaja tukaj kakšna? Jaz za evro ne bi rekla, da bo padel. Mislim, prej mogoče dolar, ne, oziroma so že pretresi na vseh borzah, ne. Jaz bi rekla, recimo, da finančni sistem se je že zrušil. Se je zrušil v Ameriki dolar pred, kaj pa vem, takrat, ko so te Goldman Sachs in vse mogli toliko financirati, ne? Ampak niso dovolili, da bi se dejansko zrušil, ampak so ga nekako umetno spet vzpostavili, ja? Z velikimi injekcijami in z vsem. Tako da bi težko rekla, da se bo zrušil, ker verjetno tudi, če bi se to zgodilo, bi pač te inštance na nek način umetno vzdrževale. Se pravi, zdaj bom jaz vprašala, a je pametno imeti doma v zoknih ene par 100 evrov? Pa evrov, kaj pa vem. Evrov, kot pravim, to so pač papirčki, ne? Zdaj, če se denarni sistem sesuje, potem tudi, če evri ne bodo nič vredni, nam tisti papirčki nič ne pomagajo. Tudi papirčki, ne? Ne vem, eni ljudje pač tlačijo pod žimnice zlato, recimo, ne? Zlato, pa srebro, pa take stvari. Ja, mogoče kaj takega. S tem, meni se je vedno zdelo bolj smiselno vlagati v nekaj takega, ne vem, recimo v zemljo. Zdaj, pač, če te veseli delo z zemljo, ne, da imaš potem, da ti je to v breme, pa da ne veš, kaj bi s tem. S tem, da zdaj nimam te knjigice zraven, Sacred Economics je ena zelo taka debela, zelo fina knjiga, Charles Eisenstein je avtor, ki se pa ukvarja z tem, kaj vse nam je to denarno gospodarstvo že požrlo. Ene stvari, ki so bile včasih same po sebi umevne in so bile del skupnosti, ki smo jih nekako v skupnosti skupaj poskrbeli za njih, recimo varstvo otrok, to je zdaj že vse plačljivo. Ja. No in on predlaga, recimo, da v kaj nalagati, da bomo v prihodnosti preskrbljeni. On pravi, vlagajte v svojo skupnost. V svojo skupnost. Najlepša hvala za tale pogovor. Evo ga, slišali ste, kam bi torej vlagali, ne? Če pa nimate kaj za vlagati, ne? Če pa ni materijala. Jaz vam resnično polagam na srce, da se začnete ukvarjati s svojim lastnim občutkom obilja in svojimi prepričanji glede denarja in vsega ostalega, kajti tukaj se veliko stvari skriva.